Profesor Jerala, pomembna odličnost raziskovalcev z področja sintezne biologije, nevrologije, genetike, imunologije. Kakšna pa bo povezava tega področja s klinično prakso v okviru centra razvoja, centra za tehnologije genetske in pa celične terapije? Ja, mislim, da je tukaj le za osnovo, za tehnologije, ki nam omogočajo, da v bistvu na nek način mogoče celo nadgradimo naravo, da lahko naredimo biološke sisteme boljše v določenem pogledu. Včasih vemo, da naše telo ne zna, ne more pozdraviti bolezni, v tem primeru mu lahko pomagamo in tukaj so ravno te metode sintezne biologije pomembne, zato ker naredi terapijo bolj učinkovito, pa ne nazadnje tudi bolj varno. Pobegi so veliki, kam bo šel pa razvoj naprej, recimo v okviru teh medicinskih raziskav, pa tudi seveda vaših bazičnih raziskav področja sintezne biologije in tako naprej. Kakšni so obeti za naprej? Vidite, da recimo že danes medicina zmore mnogo in še več. Zahteve so pa vedno več. Ja, po en način je težko napovedovati, kaj bo čez recimo 5 let, glede na to, da so se razvile neke nove tehnologije. Sem prepričan, da bo šlo tudi s podobnim tempom naprej, da se bo razvilo nekaj, česar danes še ne vemo. Zdaj, nekaj, kar lahko skoraj zagotovo trdimo, je, da bo dostopnost postala večja, da bo lažje, da bo hitreje pripravljati terapije za nove bolezni. Zato, ker ko jih naredimo 1, 2, 10, bo naslednje bistveno lažje. Tako da jaz sem prepričan, da bo tudi cena postane bistveno nižja, da bo na ta način dostopna, da bomo lahko vedno večje število tudi redke bolezni znali zdraviti. Vi delate bazične raziskave. Tokrat je skoraj da edinstven primer ali pa eden od prvih, ko bazične raziskave vstopajo v inovativnost, v prakso, v aplikacije. Jaz mislim, da je tudi na ostalih področjih to kljub vsemu prisotno. Tukaj gre za priložnost. Jaz mislim, da je enostavno naša dolžnost, da izkoristimo priložnosti, ki se porajajo. Zraven, ko delamo neke bazične raziskave, se pokaže, mogoče bi pa lahko to uporabili za nekaj uporabnega in v takem primeru se mi zdi, da je seveda dobro, da to naredimo. Po drugi strani pa seveda tudi danes so tehnologije precej prepletene. Danes brez razvoja računalnikov ne bi mogli imeti takega razvoja biomedicine in bioinformatika. To so, recimo, omenil sem danes, recimo strojno učenje, to so pristopi, ki jih takoj poberemo in lahko uporabimo za to, da naredimo boljše, ne nazadnje tudi za bazične raziskave. Recimo, če sem ravno omenil strojno učenje, definitivno tudi izjemno lahko prispeva k razumevanju delovanja bioloških sistemov. Kako pa je paradigma recimo tega razmisleka že osvojena v Sloveniji, tega namreč povezovanja, vedno bolj povezovanja tudi na področju znanosti, tehnologij in pa seveda aplikativnih zgodb uspešnih? Jaz mislim, da mora priti do ravno prave konstelacije. Pravi ljudje se morajo dobiti, ne nazadnje. Jaz mislim, da je tudi ta kemija, neposreden odnos tisti, ki je pomemben. Pa ne nazadnje mislim, da je tudi razvoj same tehnologije pripeljal do tega, da je tudi strani zdravnikov prišla želja, da bi oni to uporabljali, z naše strani prišla želja, da bi to dejansko aplicirali in tukaj smo se najdli. Mislim, da tudi če naprej povezovanja, ker je zdaj seveda trend v vseh razvitih državah znanosti, aplikacij in seveda v vašem primeru klinične prakse. Zagotovo je področje medicine tisto, ki po mojem mnenju to se najbolj dogaja. Se dogaja tudi na ostalih področjih, ampak mislim, da iz tega vsi nekaj pridobimo, da je nobeden nič ne izgubi, nasprotno, mi radi apliciramo temeljne raziskave na aplikacijo, po drugi strani pa obstaja tudi želja klinikov, da bi uporabljali metode, s katerimi bodo bolj učinkovito zdravili paciente.
Hvala lepa. Profesor Anderluh, kako bo logistično izpeljan ta center tehnologij za genske in celične terapije? To je eno od zelo ključnih vprašanj, seveda. Ne. To je izjemno velik projekt, izjemno zahteven projekt, zahteva gradnjo novih prostorov, zahteva vzpostavitev zelo kompliciranih prostorov za produkcijo produktov, ki se potem lahko uporabljajo v kliniki, zahteva organizacijo laboratorijskega dela, cela logistiko zadaj. Tako da izjemno zahtevne dejavnosti, ki jih v akademskih skupnostih ponavadi ne izvajamo. Na ta projekt se pripravljamo že kar nekaj časa, zdaj smo v fazi priprave dokumentacije in seveda ostalih priprav, ki so pomembne za tako zahteven projekt. Smo pa seveda tudi ves čas v stiku z temi partnerji, tujimi na projektu, ki nam bodo seveda glede tega lahko zelo kompetentno svetovali. Finančno se bo izšlo? Upamo, da se bo izšlo finančno. Seveda ne računaš na inflacijo ali pa na kakšne take nepredvidene stvari, kot so zelo preveliko zviševanje cen materialov in storitev. Tukaj vseeno upamo na to, da bo resorno ministrstvo to je že prepoznalo kot projekt vreden financiranja, ampak seveda je potrebno bo verjetno še nekaj več dodati in tukaj upamo, da se bo dalo v nadaljevanju na tak način tudi sfinancirati. Vi kot direktor pomembne znanstvene institucije vstopate recimo s tem projektom iz bazičnih raziskav v aplikacije. A je zdaj to recimo postaja vaš trend recimo tudi pri drugih raziskavah, kar je opazno tudi nekako v paradigmi razvoja evropske znanosti? Tako je, da v bistvu s tem projektom smo na poti proti tako imenovanim višjim nivojem tehnološke zrelosti raziskav. In predvsem me veseli, da smo na področju ved o življenju dosegali ta nivo. Tega ne bi bilo brez izjemnih raziskav na Kemijskem inštitutu, brez izjemnih raziskovalnih skupin, kot je ta od profesorja Rala, profesorja Oleta, profesorice Podobnikove. To je v bistvu nadgradnja naših raziskav in je en lep pokazatelj, kako lahko tudi v Sloveniji s takimi projekti vstopamo v bistvu v ta elitni klub evropskih držav, ki bodo potem imele takšno infrastrukturo. Na Kemijskem inštitutu imamo še nekaj področij, ki jih na tak način lahko razvijamo. Omenil bi področje brezogljičnih tehnologij, ravno kar je v pripravi tudi Center za demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, ki prav tako izhaja iz odličnih raziskav na področju baterij, na področju kemijskega in procesnega inženirstva in s tem bomo v bistvu tudi nadgradili te bazične nivoje z koraki proti nekim produktom in aplikacijam. Jaz mislim, da v prihod, to sta zdaj dva zares zelo zahtevna projekta, s katerimi se bo inštitut spopadal, sta dva projekta, ki bosta Slovenijo približala bolj zelenemu, bolj zdravemu okolju. In to nas bo zaposlilo za kar nekaj časa. Pri tem pa seveda moramo ohraniti tudi ta nivo osnovnih raziskav, odličnih osnovnih raziskav, ker to tudi zahteva določeno čas in pozornost. Tako da to je v bistvu zaenkrat to, kar lahko Kemijski inštitut zares ponudi tej slovenski družbi. Zatole, kako vam uspe oblikovati skupine, da potem so vnete pri raziskovanju, da iščejo tako rekoč zaklad tisti, ki bo potem previjal? Danes je na predstavitvi predstavnica Univerzitetnega koledža iz Londona zelo lepo povedala, da zelo težko identificiraš tisto inovacijo, odkritje, dosežek, ki potem ima lahko neke praktične uporabne vrednosti v prihodnosti. Zelo slikovito se je izrazila, vse žave je treba poljubiti.
pri nas je enako. Ne vemo, katere tehnologije bodo čez čas, ko bo tudi neko področje, družba zrela za to, da se privzamejo na uporabo. Poskušamo izvajati čim bolj odlično znanost, poskušamo se plasirati s svojimi dosežki v to širše znanstveno okolje in potem pač od razvoja dogodkov, potem odvisno, v katere smeri grejo te potem malo bolj uporabne vrednosti raziskav. Zdaj smo v eni taki fazi, kjer smo na področju brezogljičnih tehnologij, na področju vetra življenja dosegali tisti znanstveni napredek, da lahko potem tudi z znanjem, z izkušnjami, z kadrom, ki ga imamo na inštitutu, potem razvijamo take projekte, ki lahko tudi do nekih bolj uporabnih produktov, aplikacij, tehnologij pripeljejo. Hvala lepa. Super. Danes v Sloveniji oziroma začetnim delom projekta tehnologij genske in celične terapije vodja. Me zanima, koliko časa se je recimo sam projekt oziroma raziskave pripravljale do tega, da je dozoril zelo pomemben dogodek in pa aplikacije, ki jih boste potem sprovajali. Sama tehnična dokumentacija oziroma tehnični pristop k pripravi centra se je začel nekje sredi 2021. In je potem od 2021 preko procedure prijavil na Evropsko agencijo in potem ponovne uvrstitve v drugi krog, praktično trajala do odobritve proti koncu 2022 smo dobili informacijo, da smo pač prišli do sredstva, ampak to je bil samo končni del celotnega postopka. Da smo prišli do tega, da pravzaprav Slovenija rabi tak center in pa da znanost rabi tak center, je pa pravzaprav to bila ena ideja, ki je zorila več kot 5 let. Same raziskave na področju genske in celične terapije so se praktično začele že pred letom 2020, pravi, je to kar eno precej dolgo obdobje, kjer je počasi zoril to spoznanje, da če hočemo pravzaprav to naše znanje prenesti v kliniko, se pravi prenesti do pacientov, bomo mogli nekaj narediti tudi na področju translacije, se pravi pri pripravi recimo terapij, tehnologij, čistih tehnologij, ki so potem uporabljene za paciente. Kateri poudarki so pa najbolj pomembni, recimo, da pridete skozi ta oster rigorost v Evropski komisiji, ko se seveda predstavlja recimo tak projekt? Tukaj moram reči, da ima zasluge, vsekakor jih nimam jaz, ampak ima zasluge celotna ekipa. In ta ekipa je bila pravzaprav, ko se je začel to graditi, precej široka. Spravi, te posebni poudarki niso bili samo znanstvene kvalitete, ampak tudi kako to urediti, kako to napisati, kako to predstaviti v Evropski uniji, zato da Evropski uniji predstavimo, da vemo, kaj hočemo, vemo točno, kakšni so naši cilji in tudi kako bomo do teh ciljev prišli. In zato, da to pravzaprav pripelješ v to kolesje evropsko in da si tudi uspešen, je potrebno kar precej ljudi, ki so kar precej časa, recimo vsaj pri pisanju, pri pripravi več kot pol leta trdo delali, zato da smo prišli do uspešne aplikacije. Kako pa oblikuje tako skupino, da ima tak notranji vzgib naboj z nekim nabojem, z vednostjo, z pripravljenostjo posveča toliko dela, akumulira znanje za recimo tak preboj tega pomembnega projekta. Zdaj, ko smo začeli prve korake, da je naredil profesor Roman Jerala, on je bil tisti, ki je začel pravzaprav to
idejo gojiti in razvijati skupaj z kliniki, se pravi hematologi in kliniki, ki se zauzemajo za gensko terapijo. In potem tekom te ideje smo noter povabili tudi ljudi iz projektne pisarne, ki so pomagali pravzaprav pripravljati dokumentacijo, namreč treba imeti neka specifična znanja, da se te ideje pravilno zapiše, dosti razumljivo zapiše, potem pa seveda se je okoli cele ideje, celega tima oblikovala skupina, ki je potem to naprej gradila. Jaz sem pravzaprav v sam projekt vstopila v drugi fazi po povabilu Evropske unije k pristopu druge faze, tam pa je bilo potem treba zgraditi ekipo tudi partnerjev, poiskati partnerje, napredne partnerje, ki bi pravzaprav temu centru prinesli to dodatno moč pri razvoju. Namreč treba si priznati, da pač Kemijski inštitut nima popolnoma vseh znanj in nismo popolnoma usposobljeni, da bi ta center postavili tudi iz strani regulative in pa načina pristopa do EME, se pravi do regulatorjev, kar se tiče pravilne priprave tehnologij, zato da lahko to uporabljamo. Ampak ima pa akumuliranega ogromno znanja, tistega osnovnega, ki je pa potrebno za... Ima pa Kemijski inštitut akumuliranega ogromno tistega osnovnega znanja, ki da težo celemu projektu. In tukaj treba posebej poudariti, da eno je seveda postaviti stavbo, se pravi, upomočiti, opremiti prostore, narediti prostore primerne za tovrstno delo, vendar to ni zadosti. Za tem je potrebno imeti tudi znanje, namreč znanje je tisto, ki bo pravzaprav te produkte, te tehnologije pripeljalo do te mere, da bodo za paciente ustrezni. Bova